Če za Opel običajno pravimo, da jih kupujejo tisti s klobuki, se pravi starejši, pa sem prepričan, da je tale Astra namenjena predvsem mladim. Samo poglejte to zanimivo rdečo barvo, te pragove, te spoilerje in ta napis Turbo. Sem prepričan, da to mlade privlači. Atraktivne zunanjosti in podvozje Flexride obljubljata veliko užitkov v zavojih, a splošen občutek kar malce pokvari anemičen motor. Ni slab, ampak tudi živahen in razburljiv nikakor ne. Predvsem bi podvozje preneslo več moči. Prav nič razburljivega ne ponudi, tudi ko pritisnete gumb Sport ne. Pa še porabi nemalo, pravzaprav veliko, v povprečju okoli 9 litrov, če ste nežni stopalko za plin. Sem pa v tej Astri preizkusil dva nova Oplova sistema. Prvi je opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu, ki na to opozori s piskom, ne zna pa dodatno pomagati še s popravki na volanu, kot znajo nekateri podobni sistemi. Druga zadeva je sistem za prepoznavo znakov. Dobro prepoznava hitrostne omejitve, celo tako dobro, da je na avtocesti pokazal omejitev 70, ko sem prehiteval tovornjak, ki je imel pač takšno nalepko. Je pa samo delno uporaben, saj kljub temu, da bi moral v praksi drugih znakov ne prepoznava, recimo tabel za naselja, kar bi bilo verjetno še bolj dobrodošlo. Skupek avtomobila je dober, a sem za 26.000 evrov pričakoval več. Kljub temu, da za to ceno dobite tudi odlične prilagodljive luči, bi k takšnim športnim linijam sodil tudi zmogljiv motor, ki ga pri Oplu imajo, samo za več evrov.